Živijo sem in pozdravljam spet nazaj na mojem kanalu. Danes sem za vas pripravila spet en challenge / tag video, kjer bom odgovorila na ene par vprašanj glede make-upa in po moje najboljš, da kar začnemo. Prvo vprašanje, katero tekočo podlago uporabljaš? Jaz trenutno uporabljam Estée Lauder Double Wear v odtenku Rattan 2, ampak mogoče mi bo zdaj kmalu ratu še mečkam pretemen, tako da si ali zmešam zraven noter en svetlejši puder od Maca, ki so noro dobri, sem pristašica Macovih pudrov, ali pa enostavno bom mogla poiskati en svetlejši odtenk v Estée Lauder Double Wear liniji pudrov. Ok, drugo vprašanje se glasi, ali poznaš svoj podton kože? Ja, poznam ga. Bilo bi smešen, v bistvu, če ga ne bi, zaradi tega, ker se ukvarjam z make-upom, sem make-up artist. In v bistvu jaz imam rumen oziroma topu podton, tako da vedno, kadar, ne vem, sem tam pač potemnim na morju ali pa karkoli, imam toplo rjavo barvo oziroma takole doskrat malo bolj rumena zgledam. Če si dam jaz, ne vem, hladen podton pudra nase oziroma premalo rumen, jaz temu rečem, premalo rumen podton pudra, zgledam ali rozasta v glavo ali pa umpa lumpa, tako da mora biti spot on pravilen odtenk in podton, da meni ustreza. Meni je zanimivo tretje vprašanje. Kaj si misliš o umetnih trepalnicah? Zdaj tako, vsi, ki me poznajo oziroma so se pri meni kadarkoli mazali, vejo, da sem ful pristašica umetnih trepalnic in to pač ne glede na to, oziroma tako bom rekla, ne glede na to, kakšen make-up delam, vedno rada dam zraven umetne trepalnice. Če je dnevni make-up, imam recimo take, ki jih imam zdaj gor, natur, bolj kratke, niso tako upadljive. Če je večerni make-up, valjda malo bolj upadljive in mečkam bolj močne, dramatične. Ni pa nič narobe, če jih ne daš gor, ampak kar se mene osebno tiče, jaz mislim, da trepalnice naredijo tisto piko na i in redko kera punca ima svoje toliko dolge in toliko, kako bi rekla, močne trepalnice, da ki si da maskaro gor, da je efekt isti, kot če bi imela umetne trepalnice. Jaz v svoji karieri, če lahko temu tako rečem, make-up artista oziroma, ki podaljšujem trepalnice, pa to sem mogoče srečala ene 3-4 punce v 2 letih, pa pol 3 letih, ki so imele dejansko svoje trepalnice toliko močne oziroma toliko dolge, da ko sva dale maskaro gor, je bil efekt ful dober in ni rabila umetnih trepalnic. Vse ostale in so jim umetne trepalnice pač res naredile tisto piko na i, tako da definitivno sem za umetne trepalnice. Še eno zanimivo vprašanje. Sephora ali MAC? Zdaj tako, spet vsi, ki me poznajo, vejo, da lahko jaz in v Sephori in v MAC-u preživim po moje 2-3 ure po tamalem. In to pač enostavno zato, ker sem make-up navdušenec, ukvarjam se z make-upom, vedno kaj novega dobijo, tako da je fajn pogledati. Če pa moram zbirati med Sephoro pa MAC-om, bom pa rekla MAC, zaradi tega, ker MAC kot znamka ima ful dobre vse stvari. Od primerjev, tekočih podlag in ostalih zadev za podlago oziroma obraz, do oči, do obrvi, lic, vse pokrijejo, šminke, vse imajo pokrito in tudi dejansko nego kože lahko pač kupite kreme in podobne zadeve pri njih. Evo še eno vprašanje, ki se navezuje na MAC-a. In sicer, ali imaš MAC Pro kartico? To je v bistvu kartica, če kdo ne ve, ki jo lahko pridobiš, če si make-up artist certificiran oziroma mislim, da še frizer, maneken ali pa fotograf. Nisem 100% ziharna, ampak mislim, da so te 4 poklici. In ne, nimam je še. Jaz upam, da jo bom lahko zdaj, odkar je MAC v Slovenijo prišel, se pač tukaj kvalificirala za to. Mislim, da so dokaj ostri pogoji so, koga sprejmejo na ta program. Tako da moram se še pozanimati, kakšni so pogoji v Sloveniji, ampak definitivno si pa želim enkrat imeti to kartico, ker enostavno veliko denarja pustim v MAC-u, zaradi profesionalne uporabe in zaradi sebe, tako da mislim, da bi mi to prav prišlo. Katere make-up pripomočke uporabljaš pri ustvarjanju make-upa oziroma make-up aplikacij? Tako, jaz začnem najprej seveda, če delam na sebi, delam določene stvari s prsti. Ful mal sicer, ampak recimo ena taka stvar je primer. Primer si jaz vedno nasedam z roko oziroma s prsti. Če delam na stranki, gre vedno vse s čopiči, gobicami, aplikatorji, nikoli nič ne delam z roko.
že sam zaradi higiene in vsega tega, tako da, če pa delam na sebi, pa definitivno najprej primer z prsti, potem tekoča podlaga, korektor in te tekoče zadeve z gobico, beauty blenderjem in vse ostalo delam z čopiči. Načeloma uporabljam res mogoče prste samo na začetku, krema oziroma primer, vse ostalo delam s čopiči. Še eno zanimivo vprašanje, ki ga jaz dostikrat dobim od kakšne stranke, ki se pride namazati, in sicer ali uporabljam make-up primer za oči. Se pravi, ali uporabljam bazo, primer za oči, preden nanesem kakšno senčko. In moj odgovor je ne, jaz tega ne uporabljam, oziroma vsaj ne v takem smislu, da bi imela prav posebej izdelek, ki je namenjen temu. Jaz, ko nanašam, se pravi, puder in korektor, vedno nanesem tudi čez veko, zaradi tega, da izenačam polt oziroma barvo na veki in jo prilagodim na ves ostal obraz, pa fiksiram s pudrom v prahu oziroma pudrom v kamnu kot celoten obraz in to je zadostna podlaga, da se senčke lepo nanašajo gor in pa da pač obstanejo cel večer oziroma cel dan, kakorkoli pač stranka rabi imeti make-up gor. Definitivno je pa ful odvisno od tega, koliko senčke gor zdržijo, tudi od kvalitete senčke. Jaz uporabljam recimo Anastasia Beverly Hills, pa Makeup Geek, pa ne vem, še ne par različnih, tako da definitivno je to tudi veliko tega odvisno. Še eno vprašanje, ki se navezuje na primerje in sicer ali uporabljaš primer za obraz. Kakor sem že prej rekla, ja, uporabljam primerje za obraz in sicer zakaj? Jaz enostavno, zdaj bom tako rekla, eni verjamemo v to, da pač primer naredi svoje pri podlagi, da se puder lepše nanaša, da je koža lepša, da je koža bolj primerno pripravljena za nadaljnji nanos podlage in vsega ostalega. Eni pa pač verjamejo v to, da je dnevna krema oziroma krema, ki jo pač uporabljaš vsak dan, dovolj in primer načeloma ne naredi razlike. Zdaj tako jaz pri sebi iskreno sem opazila, da mi naredi veliko razliko, tudi pri mojih strankah jaz vedno dam primer. Je pa res, da uporabljam različne primerje, glede na tip kože in pač, kako bi temu rekla, stanje kože. Zdaj, če ima nekdo velike pore, mu bom pač dala primer, ki zapolne te pore. Če ima nekdo ful suho kožo, mu bom dala primer za navlažitev in pa v bistvu tak glowy videz kože, zaradi tega, da bo izpadla malo bolj sveža, malo bolj glowy, da ne bo pač taka pusta, suha. Tako da definitivno je treba primer prilagoditi svojemu tipu kože in pa stanju kože, tako da ne vem, probajte kakšnega, ki mislite, da bi bil mogoče za vas, pa boste videli, če vam naredi kakšno razliko. Je pa tudi to, da primer pomaga pri obstojnosti make-upa, definitivno, ni pa vse samo v primerju. Ful je pomemben pol, kako nanesete vse ostalo, se pravi, tekočo podlago, jo fiksirate, a dodate na koncu še fiksirni sprej, tako da vsi koraki na koncu pač pridajo skupaj in zaradi tega pol make-up zdrži dolg. Ok, gremo naprej. Katera je tvoja najljubša paletka? To sem omenila že v temle videu tukaj gor, če si ga boste pogledali. In sicer to je od Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance paletka, kar sem jo kupila, mislim, da lani v nekem zimskem, jesenskem času mogoče. Mislim, da enkrat v novembra, decembra, da sem si jo kupila. Od takrat naprej je pač moja stalnica. Vedno vsaj eno senčko uporabam iz tem, ko ličem nekoga drugega, ko ličem sebe. Tako da top je, ful so lepe barve noter in ja, moja najljubša. Ali uporabljaš svinčnik oziroma tekoči eyeliner, liquid eyeliner? Zdaj tako, na sebi jaz redko kdaj uporabljam eyeliner, če pa delam na strankah, pa ponavadi uporabljam kar gel eyeliner, se pravi v takim lončku dobiš, jaz imam od Inglota, ker je pač noro dober in črn, mislim, pigmentiran je ful dobro se obdrži, tako da top kombinacija in pa nanašam ga z ojevinim čopičem za eyeliner. Zdaj tako, če bi pa mogla zbirati med tekočim pa svinčnikom, bi pa definitivno zbrala tekočega, zaradi tega, ker enostavno imaš malo več kontrole pri tem, ko rišeš. Ok, še eno vprašanje, ki se nanaša na eyeliner. Ali se kdaj žokneš v oči, ne vem, kako bi temu rekla, če se pač kdaj zadaneš v oči, ko si delaš eyeliner. Ne, zaradi tega, kot sem že rekla, pač jaz tega na sebi ne prakticiram, enostavno zaradi moje oblike oči, ne vem, se mi zdi, da mi ne paše toliko eyeliner, oziroma da se ga vsaj jaz ne znam narediti tako, da bi mi bil všeč, kar je ironija, ker na drugih delam eyeliner in super izpade, na sebi pa enostavno pač
ne gre. Se pa velikrat žoknem v oči, kako bi temu rekla, z maskaro, ki si mažem spodne trepalnice, ali pa z pinceto, ko nanašam umetne trepalnice in si pač hočem takole kaj popraviti. In enostavno ne vem, kaj mi je takrat, ampak tokrat sem se že zbodla noter v oč, da je groza, ne vem. Čuden, da sploh še lahko vidim, da si nisem že oslepela. Katera je tvoja najljubša šminka? Zdaj, trenutno bom rekla, da je moja najljubša šminka od MAC-a, definitivno. Mislim, vse moje šminke, ki so bile v nekem trenutku najljubše, so bile več ali manj od MAC-a. Zakaj? Zato, ker sem že prej rekla, top znamka, vse stvari, ki jih imajo, pač imajo super, pigmentacija, obstojnost, vse se pokriva. Definitivno so pa ene izmed moje najljubših njihove mat šminke in sicer Velvet Teddy je pač moja all time favorite. Zdaj, pred kratkim sem si kupila še Shy Girl in je super lepa, ful je luškana. Kjer je še kaj? Mislim, da imam zdaj za jesen, zimo, imam še Tweak, ki sem jo uporabila tudi v tem videu, ki ga lahko tukaj pogledate. In ja, to so v bistvu 3 moje najljubše, no. Če bi pa mogla recimo najljubšo rdečo zbrati, jaz ne nosim veliko rdeče šminke, ampak moja najljubša rdeča šminka je isto od MAC-a in je Russian Red. Ali si nerodna pri make-upu? Oziroma aplikaciji make-upa. Zdaj jaz bom rekla zase, da ne, glede na to, da se s tem ukvarjam, pač niti ne bi bilo logično, da bi bila. Sem pa včasih bila, kako bi temu lahko rekli, sem šla čez svoje čase, no, make-upa in tistih groznih make-up lookov, ki me še zdaj sram, oziroma ni me niti sram, pač čez to sem očitno mogla iti, da sem prišla do tega, kar zdaj vem in znam glede make-upa. Tako da, ja, bi si pa želela mogoče v svojem prvem letniku gimnazije vedeti malo več o vseh zadevah in kako mogoče pravilno zbrati odtenek pudra, ker jaz sem enostavno imela pretemenga in preveč oranžnega zase. Ali pa recimo to, da na mojo obliko oči ne paše črna barvica okoli in okoli. Tako da, če vas zanima, kako sem se mazala v srednji šoli, prečekirajte od Aleksandre video, ki sva ga zadnjič posneli skupaj in ne vem, se malo nasmejte. Za zadnje vprašanje bom jaz združila 2 in sicer prvi del je, če kdaj zapustim hišo brez make-upa. Moj odgovor je ja, konstantno. Kakor sem že velikrat povedala, jaz delam brez make-upa, za vsak dan si ga redko kdaj dejansko dam gor. In ne vem, enostavno se mi ne da zjutraj v bistvu, mislim, ukvarjati s tem, še bolj se mi pa ne da zvečer vsega tega dol pucati, ker nikoli si pa ne naredim tudi recimo neki na pol make-upa, da bi si recimo dala samo puder pa maskaro. Pač pri meni je ali grem all in, na tak način recimo, kakor sem zdaj, pač ni nujno, da naredim res eyeliner oziroma full senčke na očeh, pa neko full dramatično faco. Ampak nikoli pa tudi ne naredim tako, da bi se recimo, kot sem rekla, recimo samo BB kremo dala ali pa samo puder pa maskaro pa da grem. To mi je brez veze, pa sem rajš brez. In tle sledi drugi del vprašanja, ki pa pravi, če bi mogla zapustiti hišo in bi lahko izbrala pač samo en make-up produkt, da bi ga imela gor, kjer bi to bil. In v tem primeru si dam jaz enostavno najrajš samo labelo na ustnice in je to. Definitivno se vzdržim vseh ostalih produktov na vsakodnevni bazi, tako da nimam problemov s tem, da bi pač kamorkoli šla ven oziroma okoli po javnost brez make-upa. Vem, da nimam najlepše kože, vem, da nimam popolne kože, ampak enostavno sem se pač naučila živeti s tem, delam kar najboljš lahko za svojo kožo in za počutje in en del tega je pač to, da se sprejemam tako, kot sem in to je to, ja. Tako da definitivno bi vzela samo labelo in pa ne, ni mi težko iti ven iz hiše brez make-upa. Ok, prišli smo do konca videa, jaz upam, da ste zvedeli kaj novega o meni, mogoče o make-upu, da ste dobili kakšno idejo novo, kam iti po kakšen produkt in to je to za danes. Jaz upam, da ste se že naročili na moj kanal, spodaj na tale rdeč gumbek klikajte. Če pa hočete biti prvi obveščeni o tem, kdaj bom naložila nov video, pa definitivno zraven tega rdečega gumbka klikajte še zvonček, da vas bo obvestil, ko bo nov video naložen.
Zdaj tako jutri, v četrtek, se bom udeležila še enega eventa in sicer neke predbožične zabave oziroma letne zabave od Makeup Revolutiona in pa ličila.si, tako da sem razmišljala, da bi mogoče vlogala. Zdaj, ko imam nov telefon, sem se odločila, da bi mogoče probala kar s telefonom, da nimam telefon v eni roki, fotoaparat v drugi roki, malo bo težko, plus še z vsemi ostalimi bi se mogla oziroma bi se rada družila. Tako da po moje bom kar s telefonom vlogala in boste lahko v nedeljo videli na mojem kanalu celoten vlog. Če imate pa še kakršnekoli ideje oziroma predloge, kaj bi v decembru radi videli na mojem kanalu, mi pa definitivno spodaj v komentar pustite svoje sporočilo oziroma predlog, pa se bom potrudila tudi to posneti. Hvala, da ste bili danes z mano in se vidimo naslednjič. Čau!